tudi oprema, katero stoji tukaj nas drži sile 20 G-ev, v primeru prometnega trka, Nesreča, ne? Ja, v primeru prometnega nesreča. Tako da vse to se testira. Ja, stvari so letele po avto. In pacienta pa jaz smo poletili v glavo. Moraš kaj tisti za monoksid? Ja, to je pa tale. A to je to? Ja. Tale aparat je delil na 3 dele. Tukaj imamo zdaj noter senzor najnovejše generacije, s katerim lahko merimo tako nasičenost kisika v krvi, kot monoksida in pa pri intubiranih pacientih pa že tako merimo ogljikov dioksid. Lahko merimo pretok krvi v srčni mišici, normalno zmerimo pritisk, merimo elektrokardiogram, s tem postavimo srčno srce. Imamo tudi s seboj senzor za meriti temperaturo, tako aksilarno kot rektalno, z posebnimi gumicami. Defibrilator je tukaj možnost ta, da dejansko zdravnik sedi od spredaj in ukolikor si želi, lahko vzame, ločimo aparat na 3 dele. Tako da ob premestitvi imamo tale del, kjer ima zdravnik v roki monitor, tole je na pacientu in to pa odvisno od stanja jemljemo s seboj. Zadeve so se zelo, zmanjšale so se njihove teže aparatov, tako da iz 15 kg smo zdaj prišli na 5 kg. Predvsem zaradi baterij. To bo doprineslo, kot sem že prej rekel, zaradi tega, ker imamo še tale monoksid, bomo imeli direktno na terenu v primeru večjih požarov pri gasilcih. Zdaj pa itak Ministrstvo za obrambo je poslalo vsem zavodom pogodbo za sodelovanje v požarih državnega pomena. Tako da bomo tudi tam sodelovali. To je tale aparat. Respirator ima ekipa trenutno ta prva pri sebi, ker imamo 2 respiratorja reševalni, tako da žal vam ga ne morem pokazati. Ostala oprema je pa klasična, od aspiratorja do reanimacijskega kovčka. V tem vozilu imamo potem noter še hladilnik, grelec infuzij, kjer v bistvu mora biti na telesni temperaturi infuzija, in pa vso pripadajočo opremo, tako za mobilizacijo kot za temeljne postopke oživljanja. In za prenos pacienta iz poškodovanega iz prometne nesreče do vozila. Lahko so to poti daljše od 100 metrov, 200 metrov, odvisno, kje se je zgodila nesreča. Varnost je tukaj, kot sem rekel, na prvem mestu, tako za kolega, kateri vozi, zame in pa za pacienta. Tako da mislim, da smo res, kot sem prej rekel, trenutno v Sloveniji in na obalno-kraški regiji pa itak number one. Sodelavci se tudi zahvaljujejo vsem vam za vse te pridobitve in to je to z moje strani. Če želite pa še kakšen prikaz, povejte. Takšno, da vidim, da imate vse to napisano. Ja, to je zaradi... Ste vi pisali ali so vam že v tovarni napisali? Ne, to mi samo zalepimo, sami razporedimo, tako da imamo v vsakem reševalnem vozilu enak sistem dela, ker človek, ko je pod tistim adrenalinom, tudi z vsemi praksami, z vsemi leti, katerih vedno iščeš, in piše, vzameš super hitreje. Tako da, kar je napisano, bolj hitreje najdeš stvari in tega je toliko danes, da je nekaj neverjetnega in zmeraj večje, teža vozil se veča. Potrebno bo mogoče dolgoročno gledano, da bo vsi reševalci morali imeti tudi C kategorijo, zaradi zmeraj več opreme in teže vozil. Tako da... Koliko ima to vozilo ima 190 konjev, 319, Mercedes-Benz. Pogonno so 4? Ne, pogonno so 4 je tisti prejšnji model, Transporter, kateri smo vzeli, vi takrat sem povedal, zaradi tega, ker ne presega mase vozila. Če bi vzeli Mercedes 4x4, bi potrebovali potem fante, da imajo C kategorijo. Sprinter pa to dovoljuje in je tudi dovolj velik za delati noter, sicer pa ni 4x4. Ampak do sedaj, koliko smo imeli sodelovanja, je z gasilci, so nam oni kaj pomagali,
Drugače imamo pa itak v rezervi tudi 4x4 vozilo, ki je pa trenutno za vikende na Kozini, kjer je v bistvu možnost snega večja kot del Sežani. Tako da ja, Brkini, ja. Tako da smo ga tam situirali za soboto in nedeljo. In petka na zvečer. Zdaj podobno, to staro. Tako da je pa tale Mercedes zelo, mislim, to je res ta najnovejša tehnologija in ko se človek usede, ima občutek, kot da je za volanom. Mislim, za avto, da vozi avto, tako nekoga. A to so prav igračke za vas. Ja, ja, to je res naša igračka, ampak... To so igračke za naše Ja, mi ko to dobimo, ne, smo... Za vas bi bilo fajn še 5 cm više, ne? Ja. Mene ne smete gledati, ne, ker jaz sem XXL, ne, tako da po tej težavi bomo pa... Tle nimam kaj pomagati. Znižali pete. Ja, ja. Tako da... To je to, če želite še kakšnokoli vprašanje postaviti, sem tukaj. Kdaj imajo avtomobili zdaj ta prehod? Te stari niso imeli, ne? Ne, res je, prehod v bistvu samo določena podjetja delajo, katere imajo dovoljenje s strani proizvajalca vozil. Drugače to ne smejo delati zaradi same konstrukcije, ne? Stabilnosti vozila. Ja. To vozilo ima očitno pogodbo z Mercedesom in to lahko delajo. Druga vozila nimajo. Samo ta tip vozila, 2 avta imamo zdaj taka. Ja. Pri mobilnih enotah za reanimacijo je to fajn, jaz sem od zadaj, pa zdravnik, ki se pa lahko pogovarjamo, mi se sodelujemo in je to fantastično. Ne? Pri nenujnih reševalnih vozilih pa v bistvu je tehnik sam od zadaj s pacientom in se v bistvu izvede tak prevoz, ker v bistvu nekega nadzora ni potrebnega za strani zdravnika. Tako da zdravnik lahko v miru piše protokol od spredaj, ali pa jaz sedim tukaj in on izrazen. Tako da več kot toliko, tukaj smo 3 na avtu. Četrti, treba klicati potem naslednji avto. Tako da bomo videli, kakšna presenečenja nam bo še dispečerska služba pripravila. Tukaj pa še pričakujemo še spremembe. Mislim, da imate že mnogo šoferjev. Ja. Da ga lahko angažirate. Čelade? Ja, pride čelada gor. Ja, tako, ja. Super. Tu? Kaj bi tu bilo? Hvala, ja. Zdaj pa sto podabe. Je pa za voziti, je pa mehko, pa... Ja, to kaj je to? Dajte sireno prišla, da se malo straši. Ne. A tu je sirena? Ja, tam levo, če se samo enkrat pritisne, se bo sprožila sirena. Ugasnem? Zdaj samo dvakrat stisniti, evo tako. Zračna je pa še hujša, je pa čisto desno. Kakšna? Zračna sirena, tale, ja. Evo. Dobro, super. Dela. Deluje. Prosim? Pravijo, da v bistvu te zračne sirene so bolj namenjene v mestnem okolju, ker se bolj odbija od stavb. In tudi človek več kot toliko ne zdrži. Mi smo včasih imeli sirene v bistvu na glavi, brez nobenih filtrov mestnih, zaščitne, ki so prišli v Ljubljano. Spremenilo se je. Zdaj te enote ni več 120 decibelov. Te se jaz, ko sem ena prišla, sem se letno govorila. Zdaj bi še vi A popravili, ja, ko izvolite, slišali. S tem je moja tašča se prejšnji teden že vozila. A ja, s tem tako? Ne, kaj s tem? Prejšnji teden že vozili. Kaj s tem? Povej mi. Ja, zdaj bom se... Je, da že A ja, mesec. bolje ona. O, se porablja, ja. Paje. Paje? Bomo tu živali. Ja, sej. Ne, pajek je Kad je prej taki trakovi za...